Belocerkovškem hramu kulture v hiši žive dediščine je pred dnevi vnovič zvenela ljudska pesem. Na območnem srečanju, ki ga že vrsto let pripravlja novomeška območna izpostava Javnega sklada za kulturne dejavnosti, so se namreč zbrali pevci in pevke ljudskih pesmi. Gre za predstavitev skupin, ki delujejo na našem območju, torej na območju novomeške območne izpostave JSKD. Na tem širšem dolenjskem območju pa deluje preko 50 skupin. Samo na našem novomeškem pa preko 20. V vseslovenskem prostoru bi jih pa lahko našteli preko 300. Gre pa pravzaprav za območno revijo, kjer pač lahko prisluhnemo staremu, starožitnemu prepevanju, pravemu ljudskemu izročilu, ljudskemu prepevanju, tako kot se je prepevalo nekoč. Na tokratnem območnem srečanju se je sicer maloštevilnemu občinstvu predstavilo 7 skupin ljudskih pevcev in pevk. Vsako leto pripravimo razpis, skupine obvestimo, vse delujoče skupine iz vseh občin, ki jih pokriva naša območna izpostava, in potem odločitev je seveda na skupini, da se pač prijavi ali ne prijavi. Je pa zagotovo tudi za skupine to en poseben izziv, saj jih spremlja strokovni spremljevalec, letos je z nami doktorica Mojca Kovačič, poznavalka ljudskega prepevanja v vseslovenskem prostoru, večkrat je bila tudi že državna selektorica, ki skupinam da namig za ustvarjanje naprej. Da so dobronamerni nasveti še kako dobrodošli, vedo povedati tudi v skupinah, saj se je tudi z njihovo pomočjo izboljšala kakovost poustvarjanja slovenske ljudske glasbene dediščine. Strokovni spremljevalci srečanj nastop vsake posamezne skupine ocenjujejo na osnovi več meril. Dejansko upoštevamo, kakšen repertoar izberejo, potem kako vodijo glasove, če je to pravilen način vodenja glasov, predvsem vsi pevci pojejo večglasno, se pravi vsaj 3-glasno. In potem način petja, kako se približajo temu ljudskemu načinu petja, ker je danes tako vplival drugih zvrsti glasbe, se pravi največ zborovske ali pa narodno-zabavne glasbe, tako da smo pozorni na to, da je res ljudski tudi način, tehnika petja, način petja, da je res ljudsko. Tako da nekako to so take okvirne kategorije, potem je pa tudi nek splošni vtis, ki ga dobiš, eno vzdušje, ki se ustvari v dvorani in kako v bistvu so pevci samozavestni, suvereni pri nastopu. Čeprav namen območnih srečanj ni vzbujati tekmovalnega duha, temveč predvsem predstaviti ljudsko izročilo domačega okolja, je ob toliko enakovrednih skupinah izbor tistih, ki se v nadaljevanju udeležijo regijskega in pozneje morebiti še državnega srečanja ljudskih pevcev. To je v minulih letih nenazadnje uspelo že kar nekaj dolenjskim skupinam, vselej zahtevna naloga. Malo tudi gledamo na to, da se mogoče kakšni pojavijo, ki se še niso in tako naprej, ampak kakovost je vseeno prvem planu, tako da se gleda na to. Kot dodaja etnomuzikologinja, zaposlena na Glasbeno-narodopisnem inštitutu, se izjemno bogata dediščina ljudskega petja danes poustvarja in s tem ohranja na drugačen način, kot se je denimo še pred 2 desetletjama. Danes imamo več pevskih skupin, ki so nekako formirane v skupine, so v društvih, zelo zavestno poustvarjajo tradicijo, kar je normalno, teh pevcev, ki so še živeli z ljudsko pesmijo v tem smislu, da so prepevali doma, je vedno manj. Najbolj smo seveda veseli, ko vidiš generacije, ki se med sabo pomešajo, se pravi, da se mlajši pevci učijo od starejših. Tako da moram reči, da je prav ta sprememba, da je v bistvu tako kot pri folklornem plesu, folklorne skupine, ki poustvarjajo tradicijo, ki ni več živa. Prav veliko število skupin ljudskih pevcev in godcev, ki delujejo na območju novomeške izpostave Javnega sklada za kulturne dejavnosti, je dobro zagotovilo, da bodo ljudsko pesem v teh krajih prepevali še vrsto let. Kot spremljamo ljudsko prepevanje na našem skladu, sedaj več kot 15 let, so nekoč ljudsko pesem prepevali zgolj in samo starejši ljudje. Večinoma so bili to člani društva kmečkih žena, podeželskih žena. Danes pa nastajajo popolnoma samostojna kulturna društva ali pa neformalne skupine in, kar je najbolj zanimivo, tudi med mladimi folklorniki, folklornimi skupinami se ustanavljajo tudi skupine ljudskih pevcev. Da je ljudska pesem še kako živa in to ne zgolj na odrskih deskah, se strinja tudi strokovna spremljevalka srečanja.
Tukaj se res trudimo, da se mogoče še ta star način petja ohranja, kar je res največja nevarnost, da izginja, če ga ne spodbujaš. Zato javni sklad spodbuja to, da se od tega, da se svetuje, da se poje tudi štiriglasno, če skupina to zmore, ali pa da nastopi v duetu, da je mogoče bolj privlačno tudi za poslušalce. A je takšen nastop hkrati velik izziv za pevce? Kar nekaj jih je pogum zbralo tudi na tokratnem območnem srečanju.